Dobro, evo, začnemo. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Nekaj vas je na Zoomu, kar nekaj nas je v živo, kar je lepo videti. Tako da verjamem, da imate vsi svoje razloge, zakaj ste tukaj. Mogoče imate kakšno tehnologijo, ki mislite, da je dobra za jo prenesti v prakso, za trženje. Mogoče poznate nekoga, mogoče vas zanima, kaj je sploh možno. Tako da se že veselim slišati zgodbo Empora, ki so v bistvu začeli a se motim, če rečem, v tej stavbi, v laboratorijih, najbrž nekaj prškrat, nekaj se je dogajalo in potem 2021 podjetje. Zdaj pa, kaj se je pa vmes zgodilo, si verjetno samo redki kle predstavljate. Tako da danes, evo, za vas, da slišite vse lepe stvari, lepe zgodbe in umazane skrivnosti narediti podjetje. Tako da izvolite, Eva in Matej, za vse na Zoomu in tukaj si pa vmes, medtem, ko one dva predstavita, pišite vprašanja, ker potem sledi pa diskusija, vprašanja, odgovori. Pa tako. Evo, izvolite. Živijo, kakor so že omenjali, jaz sem Eva Pirc, ki sem doktorirala na Fakulteti za elektrotehniko in mi smo podjetje Empor, ki smo spin-out Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Jaz bi vam prvo na kratko predstavila sploh, kaj mi delamo. Izhajamo iz laboratorija za biokibernetiko in to je en izmed najboljših laboratorijev na svetu za elektroporacijo. In predvidevam, da večina od vas ne pozna elektroporacije, tako da bom naredila en kratek uvod. Torej, ko mi celico izpostavimo kratkotrajnim izdelujočemu električnemu polju, s tem povečamo prepustnost celične membrane. In tako lahko pulzom. Vsak puls ima napetost, to je v bistvu amplituda pulza. Kakšno frekvenco? To je pa poljubno, oziroma za različne aplikacije, različne se to naša naprava omogoča. Torej, in s tem, ko mi naredimo v bistvu te lukance v celično membrano, omogočimo molekulam, ki običajno ne morejo prehajati membrane, da vstopijo v celico. Ali pa lahko to membrano tako poškodujemo, da se ne more več zaceliti in s tem celico ubijamo oziroma odstranimo. Ampak vse to lahko naredimo netermično. In naprava, ki generira te elektroporacijske pulze, se imenuje elektroporator in mi razvijamo elektroporator. Elektroporacija se uporablja na veliko različnih področjih, ampak nas zanima predvsem medicina. In problem, ki je pri napravah, ki se že uporabljajo v klinični praksi, torej aplikacija, ki je najbolj uveljavljena, se imenuje elektrokemoterapija. To gre za terapijo, pri kateri vbrizgamo kemoterapevtik v žilo in potem izpostavimo tumor električnemu polju in samo tam, kjer je pač dovolj velika izpostavljenost, gre lahko kemoterapevtik noter. In problem je naprava, ki se uporablja trenutno za to v kliniki za zdravljenje kožnega melanoma oziroma predvsem teh kožnih tumorjev, uporablja dolgo monopolarne pulze, ki pa so boleči. In ta naša naprava uporablja kratkotrajne visokofrekvenčne bipolarne pulze, ki povzročajo skoraj da nič bolečin. So pa zdaj tudi še druge zelo potencialne aplikacije na področju medicine. In ena od teh je zdravljenje atrijske fibrilacije, v katero vsa velika podjetja na področju medicinskih naprav trenutno močno vlagajo. Drugo področje je pa tudi genska terapija, saj lahko z elektroporacijo omogočimo nevirusni vnos genskega materiala v celico. In zdaj mi pa jaz predala besedo Mateju, ki bo malo povedal, kako smo mi to začeli in do kam smo prišli. Pozdravljeni, dobrodošli tudi iz moje strani. Spravno sem prosil, da bi povedali našo zgodbo od fakultete do trenutnega stanja v našem podjetju. In mi sicer že v našem laboratoriju že kar 25 let razvijamo različne elektroporatorje, ampak leta 2018 smo pa začeli za to visokofrekvenčno elektroporacijo, ko sem na ARMS pridobil ta projekt, v okviru katerega smo poskušali raziskati, v bistvu, kakšni so učinki te visokofrekvenčne elektroporacije. Eva je že omenjala bolečino in ta študija konkretno je bila narejena v okviru tega projekta, ampak zato, da smo lahko sploh izvedeli vse te študije, ki smo jih naredili v okviru projekta, smo mogli najprej razviti napravo za visokofrekvenčno elektroporacijo, ker takih elektroporatorjev ni bilo na trgu. Zdaj tukaj vidite v bistvu to našo napravo, ki smo razvili v okviru tega projekta. In še pred koncem
projekta smo se odločili, da bomo inovacijo prijavili na Univerzi v Ljubljani, konkretno v pisarni za prenos znanja. Mi s to pisarno še danes sodelujemo in moram reči, da je to sodelovanje zelo pozitivno. Potem, ko je univerza prevzela inovacijo, so se mogli odločiti, ali bomo mi samo inovacijo poskušali prodati kakšnemu podjetju, ali bomo sami naprej razvijali to tehnologijo. Pogovarjali smo se tudi z enim podjetjem, ki že prodaja te klinične elektroporatorje, ampak smo nekako ugotovili, da smo mi še zelo daleč od nekih kliničnih naprav. Tako da podjetje je sicer izkazalo interes, da je ta tehnologija zelo zanimiva, ampak v tem trenutku, ker smo bili še tako daleč od medicine, še niso bili pripravljeni prevzeti te inovacije, tako da smo se odločili, da bomo to tehnologijo še naprej razvijali. Zato smo odšli v pisarne, potem ustanovili tudi spin-out podjetje in tudi prevzeli to licenčno pogodbo. Na prvi razpis, ko smo se prijavili, je bil ta 5.2 razpis, ki ga razpisuje Slovenski podjetniški sklad. Zdaj se nam je zelo zanimiv, ker lahko v okviru tega razpisa pridobite 54.000 evrov subvencije in pa razpis pričakuje, da razvijate nek MVP, to se pravi Minimal Valuable Product, in ga tudi lansirate na trg, ga začnete prodajati. To je bil točno naš namen z našim spin-outom. Sedaj sodelovali smo s pisarno, tako da nas je zelo dobro pripravila sicer na sam razpis, na pičanje, ker pa zelo hitro smo pogruntali, da kot znanstveniki ne znamo zelo dobro svojih idej predstavljati v bistvu splošni publiki. V teh komisijah na tem demo dnevu so večinoma menedžerji ali pa kakšni investitorji ali pa mentori in nimajo teh konkretnih znanstvenih znanj včasih, da bi mi pa našim znanstvenim jezikom lahko jim predstavili to našo idejo. Tako da smo se mogli kar nekako preko teh delavnic naučiti, kako v bistvu te naše ideje predstaviti splošni publiki. Nažalost, tisto leto nam ni uspel pridobiti 5.2, zato ker je konkurenca kar velika in takrat še nismo imeli nobenega zaposlenega v podjetju, kar je bil pogoj. Ja, je bil kar pogoj za pridobitev teh točk. Tako da smo se potem tudi v pisarni so nam predlagali, da se vključimo kar v Ljubljanski univerzitetni inkubator. Moram reči, da pač smo dobili zelo dobrega mentorja v inkubatorju, čeprav se nismo nič kaj dosti pozanimali naprej. Zdaj, ko gledam za nazaj, je zelo fajn, mogoče, če boste začeli kakšen spin-out podjetje, start-up podjetje, da se mogoče malo pozanimate v bistvu. Predvsem najprej pri sebi ugotovite, kaj vam manjka. Vi boste neka skupina, ponovadi je to, recimo, če prihajate z fakultete za elektrotehnike, ste inženirji in vam manjkajo neka določena znanja. In zato se pozanimajte pri teh inkubatorjih, teh je kar veliko danes v Sloveniji. Moram reči, da je to okolje za startupe danes v Sloveniji zelo spodbudno, tako da lahko dobite veliko pač informacij o tem, kako postaviti na noge nek tak startup. Ampak sreče smo imeli to srečo, da smo dobili zelo dobrega mentorja in smo z njim začeli sodelovati. Recimo ena od takih zadev je tudi te odnosi znotraj startupa. To je tudi zelo pomembna zadeva. Naprimer, ponovadi začnete prijatelji, ustanovite startup, ampak startup je vsem zelo veliko zahteva od vas in zaradi tega se lahko zgodi, zelo velikokrat se zgodi, da te odnosi čez leto ali pa 2 let niso več
več tako dobri. Tako da tukaj nas je mentor, ki je imel sam že probleme v prvem startupu, zelo dobro vodil, da smo nekako čim bolj te stvari poskušali postaviti pravilno. Potem smo pa v bistvu prav na ta način, kakor bi mogli že na začetku iskati v bistvu te inkubatorje, smo poiskali tudi katapult, ker smo prepoznali predvsem, da nimamo dovolj znanja recimo za testirati teh naprav, te naprave in pa tudi nimamo dovolj znanja recimo za certificiranje naprave. Tukaj v ozadju tega katapulta je Devesoft in bili smo tudi včeraj ravno na eni predstavitvi njihovi in moram reči, da je Devesoft pač, on dela na področju elektrotehnike in je res zelo odprto podjetje do vseh teh startupov in nam pač zelo pomaga prav na tem področju hardvera in softvera in certificiranja v bistvu naprav. Tisto leto smo se tudi prijavili na rektorjevo nagrado, mogoče bi se lahko kakšno leto prej prijavili. Ta rektorjeva nagrada se nam zdi predvsem zelo zanimiva, ker če se prijavite na rektorjevo nagrado, boste šli skozi neko tako delavnico, kjer se boste v bistvu naučili v bistvu predstavljati to svojo idejo. In to je zelo pomembno, da znate v 3, 4, 5 minutah pač to svojo idejo predstaviti komorkoli. Včasih se pač malo hecamo, da morate znati v 3 minutah to svojo idejo, čeprav je neka znanstvena, neka komplicirana zadeva in predstaviti v bistvu tudi kakšnemu otroku na nek tak način se morate naučiti to predstavljati. To je prva zadeva. Druga zadeva je, druga prednost recimo te prijave na rektorjeve nagradi je tudi ta, da vi znotraj univerze že sprobate to svojo idejo. Ker Univerza v Ljubljani ima razvenirano veliko članic in vi lahko v tistem letu pač preizkusite, če je ta vaša ideja nekako potencialna za na trg. To se pravi, če pridete recimo med prvih 5 ali pa med prvih 3, to pomeni, da imate znotraj univerze že neko zelo zanimivo idejo in vas mogoče potem tudi spodbudi, da ustanovite potem, da greste na to podjetniško pot. Po drugi strani pa dobite tudi denarno nagrado in mi smo to denarno nagrado enostavno pretopili v osnovni kapital našega podjetja. Potem smo zaposlili Evo, kar je bil v bistvu ta pogoj za P2 in smo potem lansko leto tudi pridobili ta naš P2, to se pravi ta denar za to, da razvijamo naš produkt. In smo se lotili, da bomo tale naš prototip predelali v komercialni izdelek. Bistvena sta 2 koraka, to se pravi, da zagotovimo tej low voltage direktivi, to se pravi zakonodaji, da lahko začnemo prodajati ta izdelek. To se pravi, naš izdelek smo mogli pretestirati tako za varnost, kot za elektromagnetno sevanje in imunost, da smo lahko potem začeli prodajati ta naš izdelek. Po drugi strani pa poskušaš narediti tudi izdelek čim bolj zanimiv za potencialne kupce, to se pravi, smo se tudi poglobili v dizajnu hiše, da je čim bolj zanimiv. Uspeli smo že realizirati prodajo, tako da zdaj počasi zaključujemo ta P2 razpis. Naša želja je pa, to se pravi, zdaj smo v tej fazi, ko to našo prodajo, to našo napravo prodajamo laboratorijam. Naš nadaljnji razvoj je pa želja, da bi prišli celo v medicino, ampak tukaj je potrebno kar nekaj let razvoja, ponavadi pač napravo je treba razviti po tej medicinski direktivi, zato da jo lahko začneš uporabljati na ljudeh in potem se začnejo še te klinične študije, kjer dokažeš, da je v bistvu naprava oziroma tvoja terapija učinkovita tudi v kliniki in potem jo lahko tudi certificiraš oziroma
jo Notified Body certificira kot medicinsko napravo in jo lahko začneš tudi tržiti kot medicinsko napravo. Sprav, zdaj smo v fazi, ko poskušamo pridobiti investitorje, da nas podprejo na tej poti razvoja medicinske naprave. Takšna je naša pot, tako da jaz kar predlagam, da začnemo z vprašanji. Hvala za pozornost. Super. Evo, pripravite svoje vprašanja, do takrat pa samo za vse, ki še niste slišali o pisarni za prenos znanja, o priložnostih na ljubljanskem inkubatorju. Pisarna za prenos znanja Univerze v Ljubljani je tukaj, da vam pomaga na teh poteh. Od začetka, kaj lahko narediš, na koga se lahko obrneš, kakšne so potem lahko vaše priložnosti, kaj vse je treba narediti. Na koncu je toliko enih malih detajlov, ki se odpre, bolj kaj delaš, več je treba narediti. Tako da je lepo imeti nekoga, ki vas pelje čez vse to, vam pomaga na svet, pravni na svet, vas poveže s podjetji, vam pokaže priložnosti in še več, pokrije tudi en del stroškov, ki nastanejo zraven. Tako da to je vedno super. In zdaj ne samo to, da pokrije stroške, imate pa potem tudi nešteto enih razpisov, v evropskem, v svetovnem, v slovenskem merilu, kjer lahko se potem prijavite na kjerkoli področju že vaša tehnologija. Tukaj govorimo o pač neki elektrotehniki, ampak ta področja so res povsod, sploh evropska sredstva se grejo, razpršujejo na vse strani, tako da ziher obstaja ena stvar prav za vas. Za vse tudi na Zoomu, da veste. Ok, zdaj naslednji teden naša pisarna odpira za vas razpis inovacijskega sklada, ki se lahko prijavite od 1. junija dalje in lahko dobite na vaš projekt 5.000 do 25.000 evrov, ki vam pomagajo pri razvoju, prihodu na trg, kjerkoli vmes se že nahajate, se pravi, da vam je malo lažje. Okay, tako da to je sicer nekaj pogojev, naprimer, da ste pod Univerzo v Ljubljani pretežno, kar se tiče lastništva, ampak lahko si vse preberete na spletni strani. LUI, Ljubljanski univerzitetni inkubator, pa tudi ponuja tale, ki je tudi že lepo pokazan, Labs to Market. Až Maša povedala en stavek. Labs to Market, evo, super, Empur se nam bo letos tudi pridružil, za kar smo zelo veseli. Labs to Market bomo začeli 13. junija, namenjen je raziskovalcem, ki imajo neko idejo. Nismo točno opredeljeni, na kateri DRL stopnji se nam pridružite, ampak si želimo res vsakmu pomagati, pa tudi za študente, mogoče, če nas kakšne poslušajo, tudi vabimo študente, da se pridružijo tem ekipam, pa da tudi spoznajo, kako je delati z raziskovalci, kako je pomagati. Tako da ja, mi pomečamo res raziskovalce, ne s podjetnimi posamezniki, kdaj pa tudi kakšne študente dodamo, če so kakšne manj razvite tehnologije. Da 13. junija zaštartamo, na lui.si so, če greste pod dogodke, oziroma pod novice, imamo noter tudi tale Labs to Market in se lahko prijavite, tudi več preberete, nudimo pa potem naprej interno mentorstvo, ker se v bistvu prilagaja vam in vašim potrebam, kakor pač vsaka ekipa potrebuje engagementa in potem tudi prilagodimo mentorje temu primeru. Super. Evo, za vse, ki vas kliče, se prijavite. V naši pisarni smo samo lani 4 podjetja pomagali spraviti, se pravi 4 ekipe do podjetij. Na LUI-ju to delajo še bolj, po moje, malo manj usmerjeno na univerzo, ampak nasploh, tako da res tam so priložnosti brezmejne. Kaj smo še? Vprašanje, po mojem. Ja, mislim, da gremo kar lahko na vprašanja. Iz sobe oziroma na chatu bom jaz še modeliral, tako da kar napadte. Evo, Mateja. Mene zanima, ko sem za Labs to Market, kaj je v bistvu ena stvar, meni je bilo tista investicija, ker v bistvu potrebuje, kaj je nekaj ključnega, poleg investicije, kar še rabite. Ne vem, z kakšnega področja, ne vem, vstop na trg, kaj je to, kaj bo recimo vključeno v ekipe manjka. Ja, mi smo sami elektroinženirji, tako da pač kljub temu, da smo elektroinženirji, sem omenil pač certificiranje, ampak potem je pa recimo prodaja. Recimo, pohod teh strategij mi ne poznamo.
Zanimivo je bilo, tudi včeraj smo bili na DVSoftu in je bil pač njihov glavni prodajnik nam je predstavljal. Oni so tudi business to business podjetje in te pristopi so lahko zelo zanimivi, pač ne poznamo jih in včasih je, tudi če jih poznaš, je fajn slišati od enega podjetja, ki se ukvarja konkretno business to business, da ti pokaže točno, kateri načini so pač najbolj uspešni pri njih, ne? Ker mi smo šli tudi, to nam je tudi pač pisarna za prenos znanja financirala, da smo šli na prvi kongres elektroporacije in smo tam v bistvu prvič predstavili našo napravo. Ampak od tistega trenutka naprej nismo vedeli več, kako pristopati do naših strank. Saj smo poznali vse pristope, ampak kjer mu pa najbolj uspešen, recimo. In je fajn slišati pač od enega podjetja, ki je uspešno, da nekako razloži konkretno, kakšne pristope imajo in kateri so v bistvu najbolj recimo uspešni. To je recimo ena stvar, ki nam recimo kot inženirjem manjka. Potem je pa na splošno, recimo certificiranje medicinske naprave je zelo kompleksen postopek in tukaj je v Sloveniji kar nekaj podjetij, ki so že šli čez tako pot in so nam tudi pripravljeni pomagati določena podjetja, tako da tudi kakšne take informacije, da bi imeli. Se pravi, kjer korakov se najprej lotiti. In težko je včasih tudi oceniti konkretno recimo stroške, sploh pri teh medicinskih napravah. Pri kakšnih bolj enostavnih napravah je lažje ocenjevati stroške, no? Tako da je fajn tudi mogoče kakšne take informacije pridobiti. To oceno stroškov ste že kaj naredili za medicinsko certificiranje, oziroma mogoče, če malo opišete, kako sploh poteka reakcija, pa so v Sloveniji povedali. Ja, v bistvu mi imamo srečo, da imamo kolegico, ki se zdaj uči na SEQ-ju, kako certificirati v bistvu te naprave in tudi sodeluje tam. Imamo pa tudi enega kolega, ki dejansko že dela po MDR-u certificiranje, tako da največ informacij smo v bistvu od njih izvedeli, kakšni so te stroški, kakšni so postopki. Čeprav po tem MDR-u dejansko zelo malo ljudi ve, kako cel ta postopek, ker to je popolnoma nov postopek. Prej je bila MDD, direktiva, zdaj je regulativa in se je šele zdaj uveljavila. In tako da tudi pogovarjali smo se z LSIG-jo, ki prodaja klinične operatorje in oni sami pravijo, da imajo velike težave zdaj certificirati po MDR-u. Tako da je zelo težko naprej pač predvideti te stroške, ampak do neke mere smo pač se pozanimali pri teh znancih, ki delajo na SEQ-ju, koliko bi stal recimo sam postopek certificiranja, potem smo pa še sami ocenili, koliko moramo vložiti v predelavo oziroma razvoj naprave, da bi lahko prišli na medicinski trg. Tu pa ta številka 2 milijona so šle od tega? Tukaj je recimo samo pač te stroški, ki so za certificiranje, potem pa še stroški predelave naprave, ne? To je v bistvu tukaj noter. Zdaj pa klinične študije so pa recimo na Onkološkem inštitutu je klinična študija, pač ena taka klinična študija stane v nekem takem rangu, da Onkološki inštitut izvede študijo od 1 do 3, ne? So neke take ocene. Zdaj ste v točki, ko v bistvu potrebujete investicijo, da pokrijete to našo pot, ja. Zdaj, ta pot je sicer večletna, ne? Recimo mi smo že takrat IJ pomagali v bistvu razviti klinično napravo za elektroporacijo in takrat je sama pot trajala 6 let. Se pravi, mi smo 3 leta razvijali klinično napravo, smo jo certificirali na koncu
Potem smo začeli z kliničnimi študijami, takrat je Evropska unija to financirala, tako da vse skupaj je stalo na koncu, mislim, da 6 milijonov, ampak je bila multicentrična študija po celi Evropi, pa to je bil prvi primer v Evropi, ne. Tako da ponavadi te študije, ta prve so pač zmeraj dražje, ne. Recimo v Ameriki se lahko recimo zdaj Medtronic razvija to srčno ablacijo v Ameriki in on bo ogromno denarja vložil v to, da bo razvil to področje, ampak nekdo, ko bo prišel za njim, se bo lahko samo preko tega 510K prišel na trg. To pomeni, da bo on samo rekel, naša naprava dela praktično čisto isto kot Medtronicova in če to FDA-ju dokažeš, da imaš identično napravo, lahko vstopiš na trg, ne. Tako da pol druga pot je ponovati lažje. Ko imaš že neke dokaze. Kakor bi rekli generik. Tako nekako. Kot je v farmaciji generik, imaš tudi pri medicinskih napravah, imaš posebno pot, 510K se reče, zaradi tega, ker je to pač zakonodaja, preko katere prideš noter. Samo dokazuješ, da imaš enako napravo, kot jo imaš že konkurent na trgu. Klele Edin Lakič je vprašal 2 vprašanji. Prvo mislim, da smo odgovorili, oziroma Edin sprošte, če niste dobili odgovora, kar se tiče sredstev, pa na kateri točki razvoja ste. Drugo vprašanje je pa, kako je z lastništvom MPOR, kako je z intelektualno lastnino IPR-jem univerza versus MPOR oziroma zaposleni. Ja, zdaj jaz imam 70% lastništva, Eva jih ima 20%, pa Damjan Miklavčič jih ima 10%. Tako da mi trije smo lastniki, Eva pa Aleksandra sta zaposleni tudi na podjetju. Kako je univerza vpletena v lastništvo? Trenutno ni, ja. Lastništvo nima, pa licenčno pogodbo, ne? Ja, prek licenčne pogodbe. Zdaj, kar se tiče pa IP-ja, mi predvsem ciljamo na know-how. Zdaj, recimo, mi imamo primer te IJ-je, ki ima svoj produkt na trgu in tukaj predvsem ta postopek certificiranja v bistvu zelo kompleksen in IJ-ja, kljub temu, da je na trgu že 16 let, praktično nima konkurenčne naprave. Tako da, če imaš ta know-how, če veš, kako certificirati napravo, se v bistvu že s tem v bistvu v prednosti pred konkurenco. Super. Potem pa še Jordan Bergin se sprašuje, kje vidite ključne ovire pri nas za relativno majhno število spin-off podjetij v primerjavi z razvitimi EU državami? Pa mogoče čez prvs, kako je to izgledalo, pa mogoče še kdo iz pisarne, če ima kaj več. Skušam na to vprašanje. Ja, jaz mislim, to okolje v Sloveniji zmeraj boljše, se mi zdi. No. Tudi, kar se tiče pisarne za prenos znanja, jaz sem bil z njo v kontaktu že pred, mislim, da 15 leti in moram reči, da je pač velika izboljšava, kar se tega tiče. Tako da pa vso okolje, od inkubatorjev do raznih razpisov, do skladov in vsega se mi zdi, da je zelo pozitivno trenutno v Sloveniji, ampak nekako moramo razviti to kulturo, no, startupov mogoče. Pač sploh na univerzi ljudje pač radi raziskujemo, ampak da bi pa naredili ta korak v industrijo, se pa velikrat pač ne odločimo za to, ne. Strah je velik. Ja. Kako pa je to vama osebno recimo bilo tudi težko, pa ne vem, kako ste v bistvu doživela to transformacijo? Ker to tudi ni bilo čistko. Jaz zdaj sem zaposlena na podjetju, ampak če sem zaključila doktorat in moja nadaljna pot bi bila itak, da gremo v podjetništvo, ker mi imamo omejeno število mest pedagoških na fakulteti, ki pač
ne pokrije vseh mladih raziskovalcev, ki jih mi dobimo. Tako da jaz bi tako šla v podjetje, za neko industrijo oziroma za neko podjetje delati, pa je bila pa pač to opcija, da ostanem še malo v tem, kar sem prej več let raziskovala in delala, in se mi je pač zdela to dobra priložnost. Je pa definitivno problem pač z sredstvi, ne. Jaz tudi mislim, da se zato jih veliko v Sloveniji ne odloči zaradi tega, ker tudi zdaj, ko smo se pogovarjali z nekimi venture kapitalisti, je to, da imate zaposleni še na fakulteti zelo velik problem, recimo. Vsi nam očitajo, da nismo 100% engageni, da pač ni nam to edina pot, tako da verjamem, da se nekdo težko odloči iz tazga vidika. Ja, jaz konkretno pač me veliko stvari zanima, pač rad se kaj novega naučim. In ja, na začetku je bilo pač tudi mene v bistvu zmeraj bolj zanima v bistvu ta medical devices, recimo. Zdaj sem tudi bil 3 mesece v Ameriki, v Minneapolisu, ne, to je praktično meka medicinskih naprav, ne. Tam so vsa ta velika podjetja za medicinske naprave in me zmeraj bolj pač zanima v bistvu to okolje in tudi med postavljanjem startupa se zelo veliko naučiš, ne. Pač se odmakneš od svoje stroke malo, ampak se zelo veliko novih stvari naučiš in že to je zanimivo, ne. Že ta sama pot je zanimiva. Ja. Mogoče še to, da je govorila sta o ekosistemu, da je pač vedno večja podpora. Kakšno podporo sta pa na članici dobila, ne? Kako, ko sta recimo prišla s to idejo, kako je bilo to sprejeto in tudi zdaj, a ne, kako sodelujete, mogoče še to malo? Samo članico. Ja, v bistvu verjetno je večino interakcij kar z našim laboratorijem, tako da dejansko imamo dobro podporo znotraj laboratorija glede tega. Tako da, kar se po ostalih tiče kontaktov, je pa predvsem preko vaše pisarne, tako da na srečo imamo pač zelo pozitivno nekako izkušnjo. Tudi prostore imate tukaj, ne? Podjetje. Prostore imamo, ja, čez na vrhu te stavbe oziroma sosednje stavbe. Ja, najeli smo, imeli so prostor, smo se prijavili na razpis, smo ga dobili in ja, ni nobenih težav. Sami plačujemo, niso to. Ja, seveda, ja. plačujemo prostore. Ampak tako, ko pridejo kolegi, rečejo bravo, ko ste to naredili tako malo, kaj pa te dva neki sta podjetnika. Ja, ne vem, Ne, iz laboratorija ne, drugače pa s celo članico pa nimamo velike interakcije, ker mi smo zelo velik laboratorij, ki imamo nekih 35 članov, tako da tam smo še veliko povezani pač. So me malo kontaktirali, no, določeni, se ne vem, če so mogoče prišli pa tudi do vas, recimo iz laboratorija za avtomatiko so me pred parimi meseci sprašvali, Igor Škarjanc konkretno, se potem ni javil, ampak ne vem, samo on me sprašval, pač, da bi oni tudi radi, da imajo neko inovacijo očitno in da jih zanima v bistvu, kako je potekala ta naša pot. Pa sem jim malo razložil, v bistvu, kaj je najboljše, da naredijo, kako začeti in tako naprej. Tako da, ja. Ja, se to je tudi en razlog, zakaj imamo danes ta dogodek, ne, da se spodbudi ta dejavnost. Ja, jaz bi čisto tako rekel, ne, mogoče smo mi recimo zelo malo pozno prišli na to rektorja, ker mi smo imeli že dejansko podjetje, da smo šli na rektorja, ampak rektor je zelo zanimiva nagrada, ker lahko imaš samo pač neko idejo znotraj laboratorija, ki bi jo rad v bistvu pač malo videl. A ne, mi zmeraj gledamo iz svojih oči in fajn je v bistvu tukaj, da jo predstaviš tudi drugim ljudem in da vidiš v bistvu, kakšen je odziv na tvoje idejo. Ja, ker velikokrat pač znanstveniki pač vidimo to inovacijo in mislimo, da seveda bodo vsi sprejeli to našo inovacijo, ampak ni nujno, da je zmerno tako. Edin Lakič sprašuje, kje vidite Empor čez 5 oziroma 10 let? Mogoče, ko ste glih zraven.
Kam Ja, gre jaz to? upam, da tukaj, ne. To pomeni, da bomo imeli pač že medicinsko napravo, pa da dejansko se mi kar veliko pogovarjamo z določenimi podjetji. Tukaj je zelo, zelo veliko možnih aplikacij. Konkretno se vsi sprašujejo pač po neki medicinski napravi. To čeprav, če bi mi že naredili recimo vsaj ta korak, bi imeli zelo, zelo veliko potencialov. Nas so, ko smo bili še čisto na začetku, so nas že iz Izraela začeli klicati, ali imamo mi napravo, ki jo lahko damo, ki jo lahko priključimo na človeka, ne. In tako naprej, tudi naslednji teden imam en sestanek z enimi Američani, ki delajo na eni aplikaciji in pač po tem koraku so nam res veliko poti odprtih. Tako da mi predvsem zdaj trenutno upamo priti tukaj nekje, da vsem tem, ki nas danes sprašujejo, a imamo mi že napravo, ki jo lahko uporabimo na ljudeh, da jim rečemo enkrat ja, ker potem se nam bo ogromen vrat odprt. Mislim, se že zdaj lahko, ampak formalno ne. Ja, formalno ne. Dejansko naš mentor zelo velikokrat, ko pripelje kakšnega, ki se zanima za kakšno investicijo, kar reče, daj probi, pa boš videl, kako je to. In so presenečeni. Imamo investitorja kle, tako da lahko. Ne, v bistvu, kar mogoče ni dosti jasno povedano, veliko univerz oziroma nekih bolnic ima svoje klinične študije, ki so jih prijavili, ki so odobrene. In v bistvu oni bi tam radi uporabili to neko napravo, morajo uporabiti. Ampak zdaj naše ne morejo, nas pa sprašujejo, če bi jo lahko. Zdaj mi tudi, če ne bi sami naredili nobene klinične študije, če imeli samo vse papirje, pripravljeni bi lahko oni to našo napravo vzeli pa jo upravili njihovi klinični študiji in bi v bistvu s tem, z nekim sodelovanjem lahko prišli tudi do certifikata, a ne? In to je to, kar nam manjka, ker imajo, ne vem, imajo različne genske zadeve, terapije, ki pač nimajo še metode vnosa, ali delajo neke za atrijsko fibrilacijo, pač različne aplikacije. Ne? V biotehnologiji je ogromno potreb po izboljšanju sevov najrazličnejših bakterij, ki proizvajajo najrazličnejše koristne produkte, bodisi za medicino, bodisi za prehrano oziroma industrijo prehrane. Pa me zanima, ali ste razmišljali o tem, da bi pravzaprav CRISPR metodo kombinirali z elektroporacijo, ki bi to pomenilo, da bi verjetno lažje prišli do novih genskih rešitev pri mikroorganizmih, ki so pravzaprav osnova v biotehnologiji. Ja, v bistvu smo kmalu potem skrajšali te postopke. Eno od mojih podjetij se imenuje ACS Bio in mi se zdaj zelo recimo veliko ukvarjamo z proizvodnjo plastike iz mlečnih kislin. To je ta razgradljiva plastika. Na drugi strani pa tudi drugih produktov, ki so vezani na zamenjavo recimo sirov, ki bi bili sintetični. Ampak te sintetični siri ta trenutek že delamo na mikroorganizmih, ki bodo proizvajali en del mozzarelle, torej maščobo mozzarelle in bi seveda ne ubijali krav, pa ne trošili ogromno vode in ogromno trave, ampak naredili laboratorijsko kvalitetno, a pa še boljše mozzarelle. In imamo naročilo ameriškega največjega proizvajalca mozzarelle. Potem, ko ste mi prej razložili, kako to deluje, tam je ta luknjica, se mi zdi, da če bi lahko razrahljate ovojnico in če bi lahko pospešili gensko spremembo, ki mi zdaj to delamo tako na najrazličnejše načine, z mikrofluidiko tažnite poskusov, pa da bolj dobimo najboljšega
če bi pa lahko z tem načinom pripeljali ciljano do tega, da bi ne po naključju našli nekaj, se zdaj ni čisto naključje, ampak kljub temu, traja proces je dolg pa drag. Mikrofluidiko, ker v bistvu daš sam kapljico, pa v njej razvijaš spremembo, je pa to ok, ampak jaz bi vas povezal z ACSB-jem, pa bi povedali, ali bi našli kakšno točko prekrivanja, kjer bi vaša tehnologija pri tem, kar oni počnejo, bila neka možna aplikacija, ker to, kar ste si začrtali, je fajn, ampak danes delamo na tem, da bi zamenjali beljakovine z sintetičnimi beljakovinami. Synthetic biology je nekaj, kar je v silnem vzponu. In tu se mi zdi, da ste vi lahko pomagalo, kar bi lahko odprli nov svet. Vem pa, da zagotovo pa vem, da nič ne vejo o vaših rezultatih. Zdaj v Leku recimo ogromno uporabljajo elektroporacijo, pa bakterije, pa menjujejo razne To je gene. spet medicina. Ja, na koncu je spet medicina, ampak delajo konkretno na bakterije. Tako da, če tam delujejo te postopki, bi verjetno tudi tukaj delovali. Pri prehrani. Ja. Smo pa tudi vlagali že en projekt evropski, in sicer tam bi prav s to metodo CRISPR v bistvu menjavali gene v te celicah, to se pravi v imunskih celicah. Enkrat razdigate. Ja. Organiziram eno srečanje. Lahko. Projekta nismo dobili, tako da. Ja. Projekta nismo dobili. Ja, Treba več institucij, ja. bil je zelo dobro ocenjen. Mi smo bili v tem, to je bil evropski konzorcij, smo vlagali ta projekt. Mi smo bili tam kot podjetje, ki bi zagotovilo v bistvu napravo za ta postopek. Ja, smo bili dobro ocenjeni, ampak ti evropski projekti so zelo velika konkurenca na teh projektih. Jaz nekaj vprašam. Ja. Zanima me glede produkta. Sem prav rekli ste, da imate že prodajo, pa tako najprej, koliko produktov ste že prodali. Druga stvar, me zanima proizvodno, kako je, se pa to verjetno ne vem, ki je outsourcate neki. Pa še, se pravi, kaj izdelek je zdaj večinoma, kako sem razumel, pač razvit, ali imate pač namen še veliko dodelati na to naprave, pa zdaj se verjetno navezuje, zdaj, če boste nadgrajevali to napravo, kako to pa vpliva na te študije, se pravi, če boste nekaj spremenili, ali bodo študije ustrezno, ali boste večkrat izvesti te študije pa to. Ja, mi smo s prodajo ravno začeli, tako da nedolgo nazaj smo prvo napravo prodali. Zdaj izdelava, večina komponent v bistvu izdelujejo podizvajalci, tako da mi pri nas samo sestavljamo pa testiramo. Moramo pač dobro pretestirati napravo, zato da ziher pride kvalitetna naprava k kupcu. Kar se tiče razvoja, seveda, med samo proizvodnjo tudi vidiš v bistvu, kakšne stvari bi bilo mogoče treba izboljšati. Po drugi strani tudi mi smo zdaj razvili MVP, to se pravi, to je nekako najbolj preprost izdelek, ki ga lahko ponudiš na trg, in seveda se nadaljuje razvoj. Prav tako Metronik je zdaj rekel, da bo kupil pač eno od naših naprav, ampak je zahteval, da imamo malo drugačen uporabniški vmesnik. Tako da trenutno pač moramo spremeniti najprej uporabniški vmesnik, potem bomo pa še njim to napravo podali. Tako da ja, jaz že sam za to napravo pač vidim kar nekaj možnih izboljšav in s tem tudi potencialno pridobiš več strank. Ker že na samem sejmu so nas recimo sprašvali po določenih featurjih,
Se pravi, če ima naša naprava tudi konkretno recimo uporabo za več elektrod. Mi imamo konkretno tukaj samo dvoje elektrod, medtem ko včasih kakšne aplikacije zahtevajo tudi 7 elektrod, ali pa tako naprej, in moraš imeti nek preklopnik znotraj naprave, in to je še potencial za nadaljnji razvoj. Tako naprej. Ampak ja, to je za medicino prototip. To je v bistvu za na trg smo dali za laboratorije, za medicino je to prototip in preden lahko delamo kakšne študije, moramo prvo ta quality management system izpostaviti znotraj podjetja, potem moramo narediti to compliance, pa teste, pa šele klinične študije. To se naprava ne bo več spremenila. Ko priješ ti enkrat v klinično študijo, je pač to certificirano in to je to, samo to smo še daleč. Ja, na začetku pač te klinične študije so tako v 3 fazah in na začetku imaš še mogoče kakšno možnost, da kaj spreminjaš, ampak potem, ko greš v zaključne faze klinične študije, mora biti to že naprava, ki jo boš ti potem na koncu dal na trg. To se pravi, ko zaključiš, oziroma ko že vstopaš v to fazo, moraš imeti že končni izdelek. A bi lahko za na konec še mogoče minuto 2 predstavljali tele mašine, ki nas spremljajo skozi, kako deluje ali pa kaj se zgodi. On kakšnega prostovoljca. To je ta prototip, ki je bil razvit na univerzi, to je pa zdaj verzija, da lahko to daš na trg, pač moraš še veliko spremeniti. Zdaj to pri nas v laboratoriju za biokibernetiko se skozi uporablja, pač na dnevni bazi dela, vse je v redu, ampak tega pač ne moramo prodajati. Mora biti dovolj direktive, mora biti določene drugačne zahteve samo. Tako da to smo pa zdaj, to je pa tak, ki ga prodajamo. Ta je 20.000 evrov. Je cena zdaj, kar je naša, zdaj, če mi vprašujemo to napravo in zakaj ne bi bila tako dobra, je v bistvu, da je popolnoma fleksibilna in zato omogoča, da pač raziskovalci do zdaj so nastavljene naprave, ker si lahko, če ste iz elektrovode, tega veste, lahko samo amplitudo pa recimo kakšno dolžino nastavijo. Zdaj ta naša naprava pa omogoča, da nastaviš 9 parametričnih pulzov. Tako da lahko se tudi asimetrične pulze probava, kar se sploh prej ni mogli, ker ni bilo nobene, razen pri nas zdaj, ker sploh ni bilo nobene take naprave na trgu. In v bistvu mogoče čisto nove raziskave na področju elektroporacije, ki pred letom pa pol 2 sploh niste bile mogoče. Tako da mi smo imeli raziskovalce iz celega sveta, ki so prihajali v naš laboratorij, zato da so lahko naredili svoje poskuse, ker smo pač imeli take naprave. To je to. Zdaj imamo še ene elektrode, to je pač en tip elektrod, ki smo jih razvili, te so pač ploščate elektrode. Zdaj električno polje se izpostavlja med tema 2 elektrodama. Imaš pa tudi pol neke holderje za kivete, potom pa to pa še nismo spod razvili. Tako da zaenkrat ponujamo pač te elektrode, priključki so standardni, tako da vsi raziskovalci lahko priključijo vse, kar že imajo noter in pol to uporabljajo. Ja, tukaj pač nastavljaš lahko vseh teh 9 parametrov, ki pač pozna ta visokofrekvenčna elektroporacija in tudi področja so zelo široka, tako da lahko tudi z eno napravo primerjajo pač prejšnje poizkuse, ki so jih delali s klasično elektroporacijo ali pa zdaj z visokofrekvenčno elektroporacijo. A to pomeni, da vi v bistvu lahko sprožite apoptozo celice z ustreznimi? Če dovolj, mi lahko damo nižje polje oziroma manj pulzov, pa naredimo reverzibilno, torej da pač samo lukance pa vnos molekul, lahko pa damo več pulzov ali pa višje napetosti damo in potem s tem povzročimo. Ja, lahko reguliramo to elektroporacijo, pač z številom pa z amplitudo. Ubijamo apoptozo, to je namen teh srčnih ablacij. Samo na površini, tudi znotraj notranjih organih. Ja, kar je pokrito z dovolj velikim električnim poljem. Tako da ena od aplikacij je tudi, da se globoko ležeči tumorje tretira, to se pa naredi tako, da se v bistvu
pacienta in se naredi 3D model, kam se pač zapičite igelne elektrode in potem mora biti res na pravih mestih, zato da je polje pokrije vse to. Ne. Ja, tukaj pri srčni ablaciji imajo tak kateter, ki ga dajo tukaj v arterijo noter, pa pridejo noter v srce na to pravo mesto in potem tam aplicirajo električno polje in v bistvu pride dovolj globoko, da pokrije celo, recimo, ta atrij, ker atrij je v bistvu razmeroma tanek, ga lahko celotnega pokrijejo. Zdaj, probleme imajo seveda v ventriklih, ki so debelejši, tam pa tudi RF ablacija ne pride na drugo stran. Tako da včasih grejo tudi v srce zunanje strani, pa potem imajo kateter še zunanje strani, pa še tam v bistvu ablirajo, tako da ostavijo določene poti električne. Ja, zdaj po COVID je zelo veliko aritmije. Ja. Ti vsi elektrofiziologi že kar čakajo, da pride ta tehnologija v kliniko. Prav poslušal sem enkrat tam v Ameriki, ko sem bil, in je prav nesrečen, ker mu še niso prinesli kakšne naprave za testiranje. Ja, predvsem tam je to, da je bolj varno, zato se toliko veselijo, ker je netermična, torej se ne segreva in je manjša verjetnost za krvne srčke. Ja, Pa še druge prednosti. recimo tukaj sploh pri atrijski fibrilaciji je ta problem, da z RF ablacijo lahko prelukneš v bistvu atrij in celo prideš v esofagus, in če prelukneš esofagus, je to smrten, mislim, če nimaš takoj operacije, je lahko smrtna zadeva. Ja, in tako da tukaj je pa, ko bi rekel, pač pri RF ablaciji mora zelo merkati, da točno ta prave parametre izberejo, da ne naredijo kakšne neumnosti. Tukaj je pa zelo zanimivo, da lahko delajo skoraj kar čejo. V prvih kliničnih študijah so se odločili, da bodo enostavno, ker so pogruntali, da je tisti kateter premajhen za človeka, so se enostavno odločili, da bodo kar 4-krat ta kateter okoli obrnili, so to naredili, pa je vse funkcioniralo. Tako da pač predvsem zaradi tega, ker je veliko možnosti za kakšnih komplikacij, pa tega, ker ni jim treba biti zelo pozoren pri samih aplikacijah. Napake so dopustne. Ja, mislim, področje je tako nekako. Tu sem še, kaj pa zaščita znanja, napake mogoče kje patentirano? Predvsem know-how. Tukaj so različna mnenja. Jaz sem bral tudi knjigo od Tonija Fidela, Build, zelo zanimiva knjiga. On je bil pač eden glavnih razvijalcev v Applu za iPod, pa za iPhone. Je rekel, da če dovolj hitro razvijaš svoje podjetje, pač te konkurenca ne ujame. On je imel nekaj IP-jo, pa je rekel, da je v bistvu trg so predvsem pridobili s tem, da so zelo hitro pač razvijajo svoje izdelke. In tukaj pri medicini sem nekako kar presenečen, kljub temu, da je IGEA recimo uspešno podjetje, da že 16 let prodaja en in isti izdelek, se praktično ni pojavila konkurenca, čeprav bi jih lahko v bistvu skopirali. Ampak je ta know-how, ki ga imajo oni, ves ta proces certificiranja naprave je pač toliko zahteven, da so še zmeraj na to prvi v Evropi. Vseh trga je verjetno limitiran. Vprašanje vedno, za koliko konkurentov na trgu je prostor. Prostor, ja. In je verjeten, ja. Super, smo še prišel tam, preskočili na neformalni del, da zunaj smo pripravili še ene prigrizke kavice, tako da lahko še naprej, če boste še videli tukaj, še tam do Mateja, do Eve in jih še več vprašati, oziroma do pisarne za prenos znanja, na katerem področju že oziroma deluje.
oziroma da koga danes tukaj. Edino prosil, da ne bi kavice nosil tukaj not, ker imajo tepih, ki ga je težko pucati. To je to. Mogoče za na koncu še vsem, ki razmišljate, ki imate svoje tehnologije, ki bi naredili svoj IP ali pa celo pripeljali do podjetja. Dajte priti najprej na en pogovor, na en posvet, ki lahko naredite kakšno tako težavo na dolgi rok, če greste kar nekaj član kakšnega podjetja. Vse je zastonj, samo potrkite ali pa ponudite pisarno za prenos znanja, pa pridite na pogovor. To je to, hvala v tej pa Eva. Če kdo hoče, lahko sproba, boleče pa ne boleče, tako da. Samo da v bistvu mi razsekamo na te. Dolžina pulza je v principu ista, samo je ta bipolarni visok. Tako da je spet na armam do isto napetost. To je to, vidiš razliko med klasično in visokofrekvenčno koncentracijo. Uporabljamo vse to, da pa samo eno, samo za občutek. Električna prevodna. V bistvu čisto napetost, samo da so to te visoko frekvenčni pulzi, razsekani 50, ne bipolarni, ki se pravi.